Cenjene dame in gospodje, pričenja se slavnostna podelitev maturitetnih spričeval dijakinjam in dijakom gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Prosimo vas, da izklopite mobilne naprave, vstanete in izkažete čas himni Republike Slovenije. Živena vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne orakle sosed bumejak. Da rojak prost bo vsak, ne orakle sosed bo, ne orakle sosed bumejak. Drage maturantke in maturanti, spoštovani starši, prijatelji, profesorice in profesori, gospod ravnatelj Zvonko Kustec, gospa Darja Farič-Klemenčič, predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, območne enote Murska Sobota, gospa županja, magistra Olga Karba in ostali zbrani. Dober večer in toplo pozdravljeni na podelitvi maturitetnih spričeval poklicne in splošne mature 2023. Naj se najprej predstaviva. Nocoj sva z vami Laura Barber in Gaj Bobnarič. Leto je ponovno naokrog. Leto, ki je znova prineslo uspeh tako dijakom kot profesorjem. Nocoj se bo pred vami zvrstila nova skupina maturantov, ki so ponosno opravili svoj zrelostni izpit in sedaj z veliko mero poguma stopajo na nove poti svojega življenja. Letošnje leto je še posebno leto prav zaradi tega, ker obeležujemo 60 let obstoja in delovanja naše šole. Ja, prav ste slišali. Leta 1963 se je prav tukaj rodila gimnazija Franca Miklošiča. In že takrat je bilo vloženega veliko truda in dela, da so kaj takega sploh dosegli. Uspelo jim je, saj jih je vodila misel takratnega časa, da potrebujemo čim več sposobnih in izobraženih ljudi za razvoj tedanje družbe. V središču Prlekije je tako začela z delom nova šola. Gimnazija, ki naj bi na tradiciji meščanske šole utirala pot. Pouk je stekel, prve težave so bile premagane. Gimnazija je rasla in rasla, ter se razvijala. Iz prvotne peščice profesorjev in dijakov je nastalo pravo mravljišče učenosti. Razvoj in napredek naše šole se poleg vsakoletnih odličnih uspehov naših dijakov na številnih tekmovanjih in seveda na maturi vidita med drugim tudi v tem, da imamo v tem trenutku poleg splošne gimnazije že od leta 2017 tudi umetniško gimnazijo, smer gledališče in film. Od leta 1998 srednji strokovni program predšolska vzgoja in od leta 2021 program medijski tehnik, ki je prav tako srednji strokovni program. Letos tako ta hiša znanja pošilja v svet 57. generacijo dijakov splošne gimnazije, 3. generacijo dijakov umetniške gimnazije, smer gledališče in film in 22. generacijo dijakov programa predšolska vzgoja. Drage maturantke in maturanti, ste še en dokaz več, da smo lahko vsi nad vse ponosni na dosežke naših dijakov in na njihov odličen uspeh na vseh področjih. Čestitamo vam, saj ste uspešno prestali še zadnjo preizkušnjo na svoji srednješolski poti. Opravili ste maturo in to nad vse odlično. Verjameva, da so za vami naporni dnevi čakanja in pričakovanja in še posebej naporna noč. Ampak čakanje je sedaj za vami. Lahko si oddahnete. Predlagava, da v rezultatih mature spregovori nekdo, ki je nanje prav tako nestrpno čakal kot maturanti sami. Gospod ravnatelj Zvonko Kustec, oder je vaš.
Dober večer vsem skupaj. Spoštovana gospa predstojnica, gospa županja, kolegi in kolegice in lepo prosim en velik aplavz za naše maturante. Tako kot je že bilo rečeno, letošnje leto je jubilejno in pričakovali smo neke jubilejne rezultate in niste nas razočarali. Hvala vam. Pa vendar smo letošnjo maturo izpeljali v normalnih okoliščinah. Kljub temu, da sta vam bile prvi 2 leti malo hendikepirani zaradi covida. In seveda brez poslušnih in ukaželjnih dijakov, kar ste bili, brez požrtvovalnih učiteljev, ne bi bilo takega rezultata. Zato tudi rezultati niso izostali in so nad pričakovanji. In če gremo po vrsti, že v sredo, 5. julija, smo imeli rezultate poklicne mature in zato naj najprej predstavim tiste rezultate. 22. generacija maturantk in maturantov programa predšolske vzgoje na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je dosegla zelo, zelo dober rezultat. Poklicni maturi na spomladanskem roku je pristopilo vseh 30 dijakinj ter 3 dijaki. Ja, bili so nadnormativni razred. In vsi so uspešno opravili poklicno maturo, torej 100% čestitam. Dve maturantki sta dosegli prag 22 od 23 točk in tako postali zlati maturantki in bosta kasneje prejela maturitetno spričevalo s pohvalo in seveda kipec dr. Franca Miklošiča. Tudi udeleženci izobraževanja odraslih v poklicnem tečaju programa predšolske vzgoje so dosegli odličen rezultat. K maturi v tem spomladanskem roku je pristopilo 12 kandidatk in vse so bile uspešne. Vse so opravile maturo in tukaj posebna ne samo pohvala, ampak za tisti njihov trud, kajti to so storile ob nekih drugih obveznosti, familiarnih službah in tako naprej. Danes zjutraj pa so na našo šolo prispeli rezultati spomladanskega roka splošne mature. Veseli smo, da smo tudi letos, kljub vsem nesrečnostim z epidemijo koronavirusa, v njihovih prvih letih šolanja na GFML, splošno maturo lahko izpeljali uspešno, ker je tudi 29. generacija sedanje eksterne mature oziroma 57. generacija maturantk in maturantov gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer dosegla odličen rezultat. 4. letnik splošne gimnazije je obiskovalo 94 dijakinj in dijakov, k spomladanskem roku mature jih je pristopilo 92, vsi so maturo uspešno opravili, samo en dijak ima v 2 delih maturo in dosegli povprečno število točk 21,26, kar je višje od državnega povprečja, ki je 20,51. Iskrene čestitke. Štirje maturantje splošne gimnazije, kar predstavlja 4,3%, so dosegli prag 30 in več točk, kar pomeni, da so postali zlati maturanti. Govorim o splošni gimnaziji. Beležimo tudi 7 dijakov, ki so dosegli 28 in 29 točk, kar jim daje realne možnosti, da dosežejo tudi prag 30 točk po vpogledu, kolikor bodo upravičeno
se pritožili na Republiški izpitni center. Letos je k splošni maturi pristopila tudi tretja generacija dijakov in dijakov Umetniške gimnazije smer gledališče in film. Četrti letnik je obiskovalo 29 dijakinj in dijakov, 24 jih je pristopilo k spomladanskemu roku mature. Vsi, razen dveh, so maturo uspešno opravili in to s povprečno oceno kar 20 točk. Dve dijakinji Umetniške gimnazije pa sta postali zlate maturantke, kar se je zgodilo prvič v 3-letnem obdobju maturantov Umetniške gimnazije. Iskrene čestitke. Tudi dijaki maturitetnega tečaja so bili zelo uspešni. K maturi je pristopilo 5 dijakov in dijakinj. Vsi so maturo uspešno opravili in to z zavidljivim povprečjem 23,2 točke. Spoštovani maturanti in maturantke, današnji večer pomeni krono vašega 4-letnega šolanja na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. In s ponosom lahko povem, da je preko 4000 maturantov splošne gimnazije, preko 80 maturantov Umetniške gimnazije, preko 840 maturantov programa predšolske vzgoje že uspešno zapustilo to šolo. Vi ste torej naslednja generacija, ki nas zapušča. V teh letih ste z lastnim trudom, spodbudami staršev in profesorjev ter vsemi doživetji, ste se iz vsemi doživetji prelevili iz plahih 15-letnikov v odrasle 19-letnike. Dokazali ste torej, da vas vodita moč in volja. Mladost ni čas oblikovanja starih spominov. Mladost je čas novih načrtov in še neizpetih sanj. Prav sanje vam bodo dale zagon za nove podvige. Sledite jim, zaupajte svoji intuiciji in se odločite za tiste poti, ki vas resnično veselijo. Dragi maturanti, pred vami je dolgo in razborljivo potovanje, ki se imenuje življenje. Na gimnaziji Franca Miklošiča smo se trudili, da bi vas zanj opremili z najkoristnejšim orodjem, z znanjem. Uporabite ga in nikoli ne pozabite, da prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj, kot je nekoč rekel ameriški predsednik Roosevelt. Spoštovane profesorice in profesorji, hvala vam za vaš trud, ki ste ga skozi 4 leta vlagali v ta dekleta in fante. Oddolžili so se vam na najlepši način svojim uspehom na maturi. In ne nazadnje, hvala vam, spoštovani starši, da ste nam zaupali, nas podpirali in spodbujali. To je tudi vaš uspeh. V imenu vseh razrednikov in profesorjev in v mojem osebnem imenu se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje pri našem skupnem uspehu. Seveda, na koncu pride najbolj boleče. Pred nami je slovo. Slovo od vas, drage dijaki in dijakinje. Poti nazaj ni več. Vendar je to posledica vašega uspeha. Čakajo pa vas novi izzivi. Drage maturantke in maturanti, 4 leta skupnega druženja je hitro minilo, za marsikoga prehitro. Pridobili ste si odlično vstopnico za nadaljnji študij. Kakorkoli se boste odločili o svoji nadaljni poti, upam,
da boste v prihodnje življenje odnesli ustvarjalnost, iniciativnost, ambicioznost, odprtost in človečnost. Preden odidete, vam želim, da se vzpenjate, da ste ponosni nase in na našo šolo, kajti bodočnost je pred vami. Srečno na vaši poti. Hvala lepa. Hvala gospodu ravnatelju. Na oder vabiva gospod Darjo Farič Klemenčič, predstojnico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, območne enote Murska Sobota, da našim maturantom nameni nekaj besed. Izvolite. Spoštovani gospod ravnatelj Zvonko Kustec, spoštovani profesori gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, spoštovani maturanti, maturantke, starši in vsi ostali prisotni, spoštovana županja, v imenu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, območne enote Murska Sobota, vas lepo pozdravljam. Veliko čast in zadovoljstvo mi je prisostvovati današnji zelo uspešni svečani podelitvi maturitetnih spričeval na vaši gimnaziji. Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer in Zavod Republike Slovenije za šolstvo imata bogato zgodovino medsebojnega sodelovanja skozi različne dejavnosti in projekte, ki v srednješolsko izobraževanje vnašajo nove, inovativne didaktične pristope in smernice za izobraževanje v srednji šoli. Ampak današnji dan, dragi maturante, je namenjen vam. Danes smo se zbrali na tej slovesnosti, da bi proslavili vaše izjemne dosežke in praznovali vaš prehod v novo življenjsko poglavje. Danes je dan, ko boste prejeli v roke maturitetno spričevalo, ki je skupek vseh vaših uspehov, odrekanj in 4-letnega učenja na gimnaziji. Vsak izmed vas je vložil neskončno ur raziskovanja in učenja, da bi se pripravil na ta dan. Vaš trud, požrtvovalnost in predanost so vredni občudovanja. Ste generacija, ki je premagovala mnoge izzive in se prilagajala spremembam. Hkrati ste pa še vedno uspeli ohraniti strast do znanja in željo po dosežkih. Maturanti, ozrite se nazaj na vse, kaj ste dosegli in bodite ponosni nase. Ampak to je šele začetek vaše poti, ki se bo nadaljevala v študiju ali v drugih izzivih, ki jih boste izbrali. Bodite odprti za nove priložnosti, bodite vedoželjni, vztrajni pri uresničevanju svojih sanj. Pot, ki jo boste prehodili v nadaljnjem življenju, pa ne bo vedno lahka in enostavna. Na njej bodo vzponi in tudi padci. Ampak padce je treba jemati kot del življenja, da vas bodo obogatili z novimi izkušnjami in vas ukrepili za soočanje življenjskimi izzivi. Kot pravi Albert Einstein, kdor nikoli ni napravil napake, ni nikoli poskušal nekaj novega. Bližnja prihodnost sveta je negotova. Zato nujno potrebujemo vas, mlade, ki bodo kos izzivom prihodnosti in bodo postavili svet spet nazaj v ravnovesje, kjer bo posluh in čut za sočloveka in za naravo. Verjamem in čutim danes, da ima vsak izmed vas neizmerno moč, da doseže svoje cilje, da sledi svojim strastem in sanjam.
Vaša pot se bo jeseni nadaljevala na mnogih študijskih smerih v Sloveniji ali v tujini. Preden se pa podate na študijsko pot, je tudi čas, da se zahvalite vsem profesorjem, ki so vas z vso predanostjo in strokovnostjo vodili skozi 4-letno obdobje šolanja. Prav njihova vera, vaše sposobnosti, njihova nesebična podpora in navdih so ključnega pomena pri vašem današnjem uspehu. Z dobro klimo in počutjem, ki vlada v kolektivu, ste, dragi profesorji, veliko doprinesli k vzpostavitvi varnega in spodbudnega učnega okolja. Vaša predanost za sodelovanje v premnogih obšolskih dejavnostih, šolskih in projektih so tudi ključni za današnji uspeh dijakov na maturi. Ampak, dragi maturante, danes ob vas najbolj ponosno stojijo vaši starši, vaša družina. Ne pozabite, da so tudi oni veliko pripomogli k temu, da ste tukaj danes, kjer ste. Prav oni so vam nudili oporo in razumevanje ob vaših uspehih, izzivih mladostništva, ter tudi v najtežjih trenutkih. Pa naj ostane tako še naprej, kajti pametni starši otrokom dopuščamo, da včasih naredijo napako in da se z nje tudi nekaj naučijo. Tako pravi Mahatma Gandhi. Dragi maturanti, verjamem, da ima vsak izmed vas sedaj odprto pot, da doseže cilje, zato vam želim vse dobro. Ne pozabite pa na to, s katere regije prihajate, in ko bo čas primeren in ko boste čutili, da lahko date nekaj nazaj, kaj ste dobili tekom šolanja na gimnaziji in kasneje na študiji, vas vabim, da znanjem našo regijo tudi obogatite. Iskrene čestitke. Hvala gospe Darji Farič Klemenčič za izrečene pohvalne in spodbudne besede našim maturantom. Sedaj pa na oder vabiva še gospod županjo, magistro Olgo Karba, da prav tako spregovori nekaj besed. Gospa županja, izvolite. Drage maturantke, dragi maturanti. Vaše zadovoljstvo ob izjemnem uspehu je nalezljivo. Vaš optimizem postaja tudi del našega skupnega optimizma. Za vami je pomemben življenjski mejnik, ob katerem lahko zadovoljstvom ugotavljate, dobro smo delali, lepo nam je bilo. Opravili ste zrelostni izpit in zrelost ni le znanje in tudi matura ni le preizkus znanja. Je tudi preizkus trajnosti in vzdržljivosti, odločenosti, sposobnosti in življenjske zrelosti. Je dokaz zaupanja vase, je vir samozavesti med mladimi. Med vami so se ustvarila prijateljstva, stkana za celo življenje, in ta bodo ostala. Skupni trenutki veselja, smeha, radosti in ustvarjalnosti. Pa tudi skupni trenutki solz, garanja, grenkobe, pa včasih tudi jeze. Da, tudi to je bilo, ker je takšno življenje. Življenje, ki je za vami, in življenje, ki je pred vami. Skozi vse to ste stopali lažje tudi zato, ker ste imeli drug drugega, ker ste si pomagali,
ker ste to pot v dobrem in slabem hodili skupaj. Ko boste nekoč ob vaših srečanjih obujali spomine, boste govorili predvsem o tistih dobrih, starih časih. Saj smo nekako ljudje naštimani tako, da s časom lepi spomini ostanejo in jih radi delimo z drugimi. Tisti manj lepi pa se hitro pozabijo. V vašem nadaljnjem življenju vam seveda poleg uspešnega študija ter modrih odločitev želim položiti na srce še nekaj. Čeprav se morda v teh časih sliši nenavadno, pa vas vseeno prosim, da ostanete optimistični in pozitivno naravnani in da ne zapadete v vse prepogosto bolezen današnjega časa, ki se kaže v simptomih nenehnega tarnanja, jamranja, obupavanja, tudi kričanja in obtoževanja. Vse to ne bo nič pomagalo. Za spreminjanje sveta na bolje, za katerega bo tudi vaša generacija morala sprejemati odgovornosti, izberite raje rešitve, pot pozitivne, aktivne drže in dejanj, kritičnega mišljenja, spoštljivosti v odnosih, dialogu, optimizmu, dobronamernosti in veselju. Svoje znanje ste pridobivali v šoli, ki ima zastavljene zelo visoke cilje, vedoč, da je v sodobnem svetu prav znanje, ki zmore rojevati nove ideje, primerjalna prednost vsakega posameznika in vsake družbe, kajti kdor ima takšno znanje, lahko v večji meri ustvarja sam svojo prihodnost. Zato iskrena zahvala, spoštovani ravnatelj, gospod Zvonko Kustec, za vaše izjemno poslanstvo v vseh teh letih delovanja na naši gimnaziji. V izjemno čast mi bo, gospodu ravnatelju, o priložnosti praznovanja občine Ljutomer izročiti plaketo občine Ljutomer za vse njegove zasluge. Iskrena hvala tudi vam, spoštovani pomočnik, gospod Franci Čuš, spoštovani razredniki, profesorji, ker ste svoj čas, svoje znanje delili kot izjemni strokovnjaki na svojem področju in predvsem kot ljudje. Hvala tudi vsem ostalim zaposlenim na gimnaziji. Iskrena zahvala tudi vam, dragi starši, ki ste svojim draguljem ves čas stali ob strani in jih bodrili, ter se skupaj z njimi trudite živeti vrednote. Uspešna matura je tudi vaš uspeh. Drage maturantke, drage maturanti, iskreno se vam tudi zahvaljujem, da ste pozitivno vzdušje ustvarjalnosti darili na naših različnih občinskih prireditvah. Vedite, da smo bili navdušeni nad vami in da smo se tudi od vas veliko naučili. Zaupajte vase in nikoli ne odnehajte. Postavite si visoke cilje, zmogli boste do njih. Zgrabite zdaj življenje z obema rokama. Pa srečno! Hvala gospe županji za izrečene besede. Predlagam, da si pred podelitvijo spričeval našim maturantkam in maturantom privoščimo kratek glasbeni predah. A si za to? Seveda. Na oder vabim Niko Titan in Timoteja Tivadarja. Izvolita.
Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let. Postala sva tako ranljiva, mnogo prehitreje za naju svet. Najine poti so kratke, le redko kdaj še greva kam. Vedno skupaj, vedno sama, ono vse je, kar imam. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fan, sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. A ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem, star in z njo. Ura prepodi spomine, greva spat za šepeta. Trdo me pod roko prime in s težavo vstaneva. Po noči k meni se privije, vsak njen dotik tako poznan. Mi prežene grenko misel, kdo od naju ostal bo sam. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fan, sem njen. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč ko dekletu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fan, sem njen. In ko bil jaz fan, sem njen. Lepo poje naša Nika, kaj ne? Ja, odlična je. Sedaj pa je že čas, da na oder končno povabiva tiste ta glavne, zaradi katerih smo se danes tukaj zbrali. Seveda. Dijakinje in dijaka programa predšolska vzgoja so za rezultate poklicne mature izvedeli že prejšnji teden, v sredo 5. julija, tako da je napetost pri njih že malo popustila. Na oder tako najprej vabiva razredničarko 4. V razreda, profesorico Vesno Vrhovski. Razredničarki pa se naj pridružijo tudi dijaki 4. V. Spričevala prejmejo Elizabet Adjej. Tudi ostali dijaki se prosim počasi pomaknite proti odru. Nuša Bejek. Gašper Ciglar. Anja Časar.
Nika Ficko-Györek, Morena Geiser, Alina Gorza, Neva Horvat, Nives Jerič, Miranda Jug, Ana Kavaš, Nika Kerčmar, Aneja Kosednar, Klara Kreft, Stela Križanič, Tija Marin, Alja Maučec, Taja Mesarič, Lara Mežan, Jana Novak, Antonela Olah, Lucija Pečnik, Sanja Perhoč, Tjaša Poldov, Nena Smodiš, Neja Smontara, Eva Solar, Petra Škerget, Neja Tušak, Lara Vevarič Žagar, Nejc Vučko, in Janina Emina Zorko Šemen. Maturante prosimo, da stopite skupaj nekoliko naprej za fotografijo. Dame in gospodje, 4. V. Vse maturante naprošamo tudi, da ob vhodu z odra v spremstvu razrednika podpišejo sprejem spričevala. Hvala.
kako lepo je videti te nasmejane mlade ljudi, ki prejemajo svoje spričevalo. Prav zanima me, kako se počutijo. Po moje odlično, saj vidiš, da kar žarijo. Sicer bova pa to kmalu lahko preverila tudi na lastni koži, že čez leto dni. Predlagam, da gremo dalje, saj je čas, da s trdim delom prisluženo nagrado prejmejo še kandidati iz splošne mature. Tako je. V nadaljevanju bodo svoja maturitetna spričevala prejeli dijakinje in dijaki splošne gimnazije in umetniške gimnazije smer gledališče in film. Najprej na oder vabiva razrednika 4. A razreda profesorja Andreja Kosa. Desno ob odru pa se naj pridružijo dijaki 4. A. Spričevala prejmejo Kaja Baler, Tjaž Duh, Neja Horvatič, Aja Jureš, Daša Koprivnik, Iva Kuhar, Anja Kurbus, Tadeja Makoter, Marija Markrab, Neja Mladenovič, Vid Pustinek, Jan Smolko, Lara Svenšek, Aljaš Utroša, Eva Weiss, Julija Weiss, Hanna Vozlič, Sara Vrbančič, Teja Zakovšek, in Špela Žinko. Četrti A, vabljeni še na fotografijo. In ne pozabite na podpis. Hvala.
odru naj se mi že pridruži razredničarka 4. B razreda, profesorica doktorica Marija Meznarič. Ob odru pa dijaki 4. B. Spričevala prejmejo Alen Balažic, Nela Copot, Alina Drobec, Lija Dugar, Maja Gjerek, Jakob Idić, Samo Jaklin, Špela Jaklin, Maša Jug, Tjaša Kavaš, Blaž Kolman, Zara Kovač, Lana Krančič, Matijas Martinuci, Nika Maučec, André Morales Calamar, Daša Smodiš, Sara Smodiš, Nika Sobočan, Neža Sraka, Jan Šiftar, Diona Toplak Komaricki, Pia Vukan, René Zorman, in René Žižek. Vabljeni še na skupinsko fotografijo.
4. B z razredničarko in ravnateljem. Ne pozabite na podpis. Svojim maturantom, dijakom 4. C, naj sedaj vse dobro zaželi razredničarka, profesorica Gita Fras. Profesorici Giti se prosim pridružite tudi dijaki 4. C. Spričevala prejmejo Jure Ahlin, Pija Artenjak, Kaja Bedernjak, Kristina Genc, Blaška Harkaj, Rok Hošpel, Gaja Jerebic, Rok Kapun, Tjaša Karas, Naja Kovač, Nika Magdič, Maša Milič, Anika Musič, Eva Nemec, Eva Peserl, Lučka Prem, Maj Rengel,
Enej Vitos Modiš. Nejc Škrget. Neja Štampar. Iva Šumak. Sergej Trstenjak. In Nejc Vaupotič. Še zadnji objem, zadnji stisk roke in skupinska fotografija 4. C. Ne pozabite na podpis. Na oder vabim razrednika 4. D razreda, profesorja Aleša Kusteca. Desno ob oder pa dijake 4. D. Spričevala prejmejo Maja Bamfi, Anej Belak, Hanna Berendias, Nuša Dolamič, Anže Elbel, Neja Horvat, Lan Kajdič, Nina Klemenčič,
Nina Kuhar. Matej Novák. Kaja Richtarič. Laura Sarjaš. Neža Sečko. Matic Sever. Hana Slavič. Ula Smiljić. Jakob Stanek. Črtomir Svetec. Iza Šiftar. Iva Štefanec. Tija Valputič. Filip Vohar. In Leonida Žibrek. Prosim še za skupinsko fotografijo. Spoštovani zbrani, 4D in Duh Ustec. Na odru naj se mi pridruži še razrednik 4. U razreda, profesor Franc Čuš. Daj dal. Desno ob odru pa naši umetniki. Spričevala prejmejo Filip Babič.
Alia Belec. Ela Cernila. Alina Denșa. Zoia Domian. Eva Hauko. Nina Jakob. Zala Jurković. Ania Keric. Ema Kociper. Ema Kovač. Ania Lazar. Chiara Maric-Wild. Masza Małczec. Ziggy Omerzel. Jan Ostanek. Anna Pelcar. Katiusza Peterka. Katia Posztrak. Eva Terguszek.
in Lana Vidovič. Ne pozabimo na fotografijo. Lahko vam? Aha. Pred fotografijo bi kot razrednik izpolnil še eno dolžnost. Namreč zgodila se nam je na zaključni akademiji ena manjša nerodnost in takrat je izpadlo priznanje za dijakinjo 4. U, ki je v 4 letih dosegla odličen uspeh, to je Alja Belec. Evo, zdaj pa fotografija. Četrti U z ravnateljem in razrednikom zadnjič v svojih vlogah. Letošnjo maturo pa so uspešno zaključili tudi dijaki maturitetnega tečaja in izobraževanja odraslih. Zato na oder vabim še njihovo razredničarko Suzano Rauter. Ob odru pa se ji naj pridružijo dijaki programa MT in izobraževanja odraslih. Spričevala prejmejo Sara Horvat, Max Lijan Kovačič, Kalina Mitev, Saša Serec, Nika Šeruga, maturo pa sta uspešno zaključila še Miha Rudolf in Gvido Dolinšek Hribar. Še fotografija. Hvala, ne pozabite na podpis. Spet je čas, da si privoščimo glasbeni predah z Niko in s Timotejem. Kaj praviš? Seveda. Nika in Timotej, izvolita. And hold me fast, this magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose.
press me to your heart. I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bras, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Il est devenu quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Veš, Laura, Rudi Kerševan je za generacijsko knjigo ene prejšnjih generacij posodil tele verze. Hodil sem. Hodil in še hodil. Ko sem prispel do visoke granitne gore, sem odšel na drugo stran in tam zagledal starca, kot mi je bilo nekoč obljubljeno. Vprašal sem ga za smisel življenja in ni me pogledal in ne odgovoril. Iztegnil je roko in mi pokazal prehojeno pot. Vsako leto spričevalo s pohvalo prejmejo kandidati, ki so dosegli izjemen uspeh, kar na poklicni maturi pomeni seštevek 22 ali 23 točk od 23 možnih, na splošni pa 30 do 34 točk od 34 možnih. To so tako imenovani zlati maturanti. Na oder vabim naše zlate maturante, ki si zaslužijo še posebej bučen aplavz. Na poklicni maturi sta postali zlati maturantki Lara Webarič-Žagar, in Stela Križanič. Obe sta dosegli 22 od 23 možnih točk. Na splošni maturi pa so zlati maturanti Nela Copot iz 4. B z 32 točkami. René Zorman iz 4. B z 32 točkami.
René Žižek iz 4. B s 30 točkami. Iza Šiftar iz 4. D s 30 točkami. In dijakinji umetniške gimnazije Ema Kovač s 30 točkami. In Zigio Merzel s 30 točkami. Dame in gospodje, naše letošnje zlato, zlati maturanti generacije 2023. Maturitetna spričevala so podeljena, zlati maturanti so razglašeni. Vsem skupaj seveda iskrene čestitke. Dame in gospodje, sedaj je čas za maturantke in maturante, ki so v šolskih letih generacije 2019-2023 na GFML pustili največji pečat. V skladu z 48. členom šolskih pravil gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, šola izjemno uspešnim dijakom, ki so se v času 4-letnega šolanja izkazali tako v šolskih kot obšolskih dejavnostih in svojim uspehom pomembno prispevali k ugledu šole, podeljuje kipec dr. Franca Miklošiča, delo akademske kiparke in slikarke Irene Brunec-Tebi. Prejemnica Miklošičevega kipca ima izrazit čut za umetniško ustvarjanje, kar je dokazala kot moderatorka na različnih prireditvah. Dan žena v občini Beltinci, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, govoreči bobni, folklorni festival v Beltincih, proslava ob dnevu državnosti v Beltincih in vodenje oddaje Mladi stik. Vsa 4 leta je vodila radijsko oddajo Glas GFML. Odmevni so njeni pevski in recitacijski nastopi, humanitarni dogodek, dobrodelna večerja za otroke s posebnimi potrebami, svečanosti ob občinskih praznikih v občini Beltinci, podelitev priznanj najprostovoljcem v občini Murska Sobota, sodelovanje na različnih športnih prireditvah, nastop na proslavi Naj mir nosi tvoje ime v Petancih ter Prešernove proslave na šoli, na Razkrižju in v Beltincih.
Na šoli je sodelovala v različnih projektih. Mladim pomagamo, GFML se predstavi, informativni dnevi, podelitev maturitetnih spričeval 2021 in 2022, Evropski dan jezikov, Prešernovanje in dan suverenosti v Gornji Radgoni. Sodelovala je tudi na tržnici poklicev, kot tutorka pa je svoje znanje delila s sošolci in z mlajšimi dijaki. Dijakinja je izredno vztrajna in humana, naša šolo pa je odlično predstavljala tudi izven šole, saj aktivno deluje v društvu Pisani mehurčki, v projektu Afroskop afirmativna rasna ogledala, prav tako pa je predsednica društva Mladih Beltinci. Z vljudnostjo, spoštljivostjo, pozitivno naravnanostjo in zanesljivostjo je pomembno prispevala k organiziranosti in povezanosti razreda. Vedno je bila pripravljena sodelovati in pomagati pri številnih šolskih in izvenšolskih dejavnostih, ter je tako prispevala k ugledu šole. Njen močan čut za lepoto jezika in umetnosti nasploh nas očara in bogati zgodbo GFML. Kipec dr. Franca Miklošiča za izjemne dosežke prejme Elizabeth Adjej. Prejemnica Miklošičevega kipca je v šolskem letu 2020-2021 osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete, srebrno priznanje na državnem tekmovanju Evropske statistične igre, srebrno priznanje na ekokvizu, srebrno priznanje na tekmovanju podjetniških idej Popri in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja logike. V šolskem letu 2021-2022 je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije, srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete ter zlato priznanje za prvo mesto na državni ravni in tretje mesto na evropskem finalu tekmovanja Evropske statistične igre. V šolskem letu 2021-2022 je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije, srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete ter zlato priznanje za prvo mesto na državni ravni in tretje mesto na evropskem finalu tekmovanja Evropske statistične igre. V šolskem letu 2022-2023 je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete ter zlato priznanje in prvo mesto na državni ravni in prvo mesto na evropskem finalu tekmovanja Evropske statistične igre. Dijakinja je v letih 2019 do 2023 z glasbenimi nastopi sodelovala na mnogih šolskih prireditvah, naprimer Mladim pomagamo in koncerti na terasi ter na šolskih proslavah. Prav tako je šolo predstavljala na prireditvi Zotkini talenti junija 2022 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Prisotna je bila na različnih predstavitvah šole v javnosti, naprimer na radiu Murski val. Poleg tega je vsa leta na GFML kot tutorka nesebično pomagala številnim dijakom. S svojimi uspehi, pozitivno naravnanostjo, zanesljivostjo in predanostjo vsa 4 leta je vidno zaznamovala dijaški utrip na GFML ter svojim delom, dosežki in udejstvovanjem pomembno prispevala k ugledu šole. Vsa leta je le malo izostala od pouka, posebej pa sta jo odlikovala tudi vzorno obnašanje in nenehna pripravljenost priskočiti na pomoč tako sošolcem kot drugim dijakom in zaposlenim na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Kipec dr. Franca Miklošiča za izjemne dosežke
prejme Nela Copot. Prejemnik Miklošičevega kipca je v šolskem letu 2020-2021 osvojil zlato priznanje in 3. mesto na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja biologije za Proteosovo priznanje in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni. V šolskem letu 2021-2022 je osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete, zlato priznanje in 1. mesto na državni ravni ter 3. mesto na evropskem finalu tekmovanja Evropske statistične igre. V šolskem letu 2022-2023 je osvojil zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete. V letih 2019 do 2023 je izvedel številne glasbene nastope ter sodeloval na mnogih šolskih prireditvah, na primer Mladim pomagamo, šolske proslave, koncerti na terasi in Zotkini talenti, junija 2022 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Prav tako je sodeloval na raznih predstavitvah šole v javnosti, na primer na Radiu Murski Val. Poleg tega je vsa leta na GFML kot tutor nesebično pomagal številnim dijakom. S svojimi uspehi, pozitivno naravnanostjo, zanesljivostjo in predanostjo je v 4 letih obiskovanja GFML vidno zaznamoval dijaški utrip na GFML, ter svojim delom, dosežki in udejstvovanjem pomembno prispeval k ugledu šole. Njegovi odliki sta tudi zelo malo izostankov v šoli ter vzorno vedenje do sošolcev in ostalih prisotnih na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Kipec doktorja Franca Miklošiča za izjemne dosežke prejme René Zorman. Prejemnica Miklošičevega kipca je zelo uspešna dijakinja gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Vsa 4 leta je bila odlična dijakinja. Ves čas šolanja se je udeleževala različnih tekmovanj, tako iz naravoslovnega, jezikoslovnega kot družboslovnega oziroma humanističnega področja, ter je bila pri tem zelo uspešna. V tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni in ekokvizu je dosegla srebrno priznanje, na tekmovanju iz zgodovine pa je pridobila zlato priznanje. Osvojila je tudi francosko bralno značko in francosko jezikovno diplomo. Skupaj z 2 sošolkama je za raziskovalno nalogo vrelci mineralne vode v Pomurju prejela srebrno priznanje. Dijakinja je nastopala tudi v gledališki predstavi 2, v kateri je zelo spretno in prepričljivo zaigrala 6 likov. Predstava, ki jo je režiral dramski igralec Gorazd Žilavec, se je uvrstila na regijsko srečanje mladinskih gledaliških skupin. 2 leti se je preizkušala tudi v debati in bila pri debatiranju v slovenskem jeziku tudi najboljša govorka na enem izmed turnirjev. Kot delegatka se je udeležila tudi modela Evropskega parlamenta v Bruslju in iskala rešitve za aktualne evropske probleme. Aktivna je bila tudi v slovenskem parlamentu, saj je en dan preživela s poslanko Saro Žibrat in spoznavala delovanje slovenskega parlamenta ter na ta način podprla delo žensk v parlamentu.
Sodelovala je pri številnih dejavnostih v okviru GFML ter na ta način širila dober glas o šoli. Vsa 4 leta je bila ena od voditeljev radijske oddaje Glas GFML. S prispevkom je sodelovala v šolskem humanistično-družbeno-kritičnem časopisu Reflektor, pri delavnicah promocije učenja francoskega jezika na GFML za predšolske in šoloobvezne otroke na pomurskih osnovnih šolah. Letos avgusta bo vodila tudi francoski jezikovni tabor na GFML za osnovnošolce. Doprinos k promociji šole je bilo tudi njeno sodelovanje v pogovorni oddaji ob 60-letnici GFML na Murskem valu. Je človek z velikim srcem, saj je bila vedno na razpolago drugim dijakom. V razredu je vedno priskočila na pomoč sošolcem in sošolkam z učno pomočjo. Kot aktivna tutorka pa je 4 leta pomagala tudi ostalim dijakom in dijakinjam na šoli. S tem je vidno zaznamovala dijaški utrip na GFML ter svojim delom, dosežki in udejstvovanjem pomembno prispevala k ugledu šole. Kipec doktorja Franca Miklošiča za izjemne dosežke prejme Kaja Rihtarič. Dijake, ravnatelje in županjo prosim še za skupinsko fotografijo. Sedaj smo pa res pri koncu. Drage maturantke in maturanti, spoštovani zbrani. Naše proslavljanje in poslavljanje gre k koncu. Vsi skupaj bi vam zaželeli, da bi čim uspešneje uporabili vso znanje, ki ste ga pridobili na GFML. Upamo, da se boste tega časa vedno in povsod z veseljem spominjali. Vsak izmed nas si seveda potiho želi, da bi se nekoč morda vrnili in to znanje, ki se ga boste s pridom nabrali v svetu, prinesli nazaj, kjer bi obrodilo nove in nove sadove. Sicer pa 2 stvari mora imeti človek, da bi uspel v življenju. Prva je sreča. To je takrat, ko se človeku ponudi ugodna prilika. Druga je pamet. Ta človeku omogoča, da izkoristi ugodno priložnost. Najlepša hvala vsem, ki ste maturanta GFML počastili s svojim obiskom. Zagotovo jim to veliko pomeni. Iskreno čestitava prav vsem. Sedaj pa je seveda čas za praznovanje. Naj vam nocojšnji večer ostane v lepem spominu. Še enkrat hvala za obisk. In srečno.